Hvala lepa, dr. Matej Čoh-Kladnik in pa dr. Tamari Griser-Bečar za njune besede, za pomoč pri tej predstavitvi in tudi sicer bi se rada seveda na začetku najprej zahvalila vsem, ki ste danes tukaj in vsem, ki ste me podpirali na moji poti do te knjige, ki je zdaj tukaj pred nami. In je bila pot do te knjige pravzaprav v resnici kar precej trnova in strma, ampak zdaj smo nekako na cilju, verjetno je to samo etapni cilj, tako si jaz to predstavljam. Torej, hvala vsem, posebej bi rada pozdravila tukaj med nami tudi poleg vseh že naštetih profesor dr. Janka Prunka, ki je pravzaprav nek način krivec za to, kar je tukaj pred nami, in pa profesor dr. Matjaža Klemenčiča, ki mi je seveda na tej moji poti zelo dobro svetoval, zlasti v tistem delu, ki se tiče izseljencev in zamejcev in kako so pravzaprav vplivali na začetke naše državnosti. Žal mi je, da med nami zaradi objektivnih razlogov obveznosti na fakulteti ni profesor dr. Darka Friša, ki je bil sicer napovedan in jaz seveda tudi med tistimi, ki sem jim najbolj hvaležna. No, med njimi so seveda tudi moji sodelavci Študijskega centra za narodno spravo, pa Znanstveno-raziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča iz Maribora, ki je tudi sodeloval pri izdaji te knjige. Pa seveda, poleg mojih dragih domačih, tudi vsi, ki so na tak ali drugačen način pripomogli k izidu tega dela. Seveda ne smem pozabiti tudi na dr. Lovra Šturma, ki se je prav tako za današnjo predstavitev opravičil. Torej, meni zelo ljub francoski zgodovinar Marc Bloch pravi v svoji znani knjigi o pasteh zgodovinarjevega poklica, da naj zgodovinar pripoveduje o težavah, o zadregah, s katerimi se srečuje pri svojem delu. In tale knjiga, to delo, ki temelji, kot je dr. Kladnikova povedala, na moji doktorski dizertaciji, ki sem jo zagovarjala na Mariborski univerzi, je naletelo na mnoge težave, mnoge prepreke, mnoge ovire. Ne bomo danes mnogo v njih, ker je pač slavnostni trenutek, ampak vendarle, mogoče bo dr. Prunk kasneje tudi kaj o tem. Ko sem leta 2006 na njegov predlog se začela ukvarjati s to temo, znanstveno-raziskovalno temo, seveda si še v sanjah nisem mislila, da bo naletela na res na take probleme, da je pravzaprav moja teza, da je bil Demos tisti, ki je najbolj zaslužen, ki je glavni akter slovenske demokratizacije in osamosvojitve, pravzaprav, bom rekla, res naletela na nerazumne odzive. Včasih sem si mislila, da to pa vendarle toliko let po nastanku slovenske države ni mogoče. Ampak se je dogajalo in se je zgodilo tudi to, da sem, bom rekla, tik pred zagovorom doktorata na eni fakulteti naletela na blokado in se prepisala na drugo fakulteto, še enkrat plačala iz svojega žepa študij in potem, bom rekla, mogoče malo trmasto, vendarle dokazala to svojo tezo. In zdaj tukaj je, na prepihu, verjetno bodo odzivi taki in drugačni, od tistih, bom rekla, navdušenih, do tistih, ki bodo rekli, saj govoriš pa pišeš traparije. Pripravljena sem na vse in pripravljena sem na eno kulturno debato, za katero mislim, da jo v slovenskem prostoru mnogokrat pogrešamo. Kulturno in argumentirano debato. No in sedaj, morda na kratko, nekaj mojih misli, nekaj mojih razmislekov ob izdaji te knjige. Jaz sem te sklepne moje misli naslovila, družili so jih isti cilji, interesi, vrednote in pričakovanja. Čeprav boste morda rekli, saj ni bilo čisto tako, ampak ponujam kot izziv to misel.
No in to moje delo izhaja skoraj 4 stoletja po nastanku Demosa, mimogrede tudi današnji datum predstavitve ni izbran kar tako naključno. Vsi tisti, in večina vas je takih, ki pomnite tiste čase, veste, da je bil začetek aprila 1990 prelomen, da so bili to na nek način čudoviti časi, da je bila slovenska pomlad v zraku, na višku in da so se 8. aprila zgodile volitve 8. aprila, nedelja. Morda, seveda, jih lahko označimo kot demokratične, svobodne, prve po letu 1945, čeprav seveda z mnogimi pridržki, ampak o tem mogoče kasneje. Vendarle pa je prav, da se spomnimo, da je 8. aprila 1990 na volitvah zelo nepričakovano zmagala koalicija Demos in da je prevzela oblast. To, kar je Pučnik že v svojem znamenitem nastopu, prvem nastopu pred novinarji napovedoval, tu smo zato, da prevzamemo oblast in so se jasno novinarji v prvih vrstah dregali in smejali, o tem piše Pučnik v svojih tekstih, češ, vse to se sploh ne bo zgodilo. Ampak glejte, zgodil se je pravzaprav na nek način, lahko bi rekli, zgodovinski čudež. Torej, brez Demosa bi se kolo slovenske zgodovine, novejše slovenske zgodovine vrtelo drugače. No in ta knjiga izhaja v času, ko je pravzaprav zgodovinska oddaljenost tudi že dovolj velika, da lahko interdisciplinarno, na nek način vsestransko in na podlagi raznovrstnih virov objektivno proučimo dogajanje, ki v slovenski znanosti, to pa moram reči, še ni bilo deležno dovolj velike pozornosti. Bolje odmevno v politični publicistiki in pa seveda odmevni politiki. Konec koncev je večina akterjev takratnega dogajanja, mnogi med njimi tudi še tukaj med nami. Ampak če ni celovite znanstvene osvetlitve dogajanja, so verjetnejša manipulativna zgodovinska tolmačenja. In naloga vsakršne zgodovinske analize pa je, da se dokoplje do znanstvene resnice. To ne velja samo za zgodovinsko analizo, za vsakršno znanstveno analizo. In v tem delu dokazujem pač eno od njih, to je, da, kot sem že rekla, je bil Demos glavni akter osamosvojitvenih in demokratizacijskih procesov v Sloveniji. No in kot sta dejali moji kolegici, so številni dogodki takratnega obdobja v knjigi analizirani in to v jasnem teoretičnem in pojmovnem okviru. Meni je bilo še posebej pomembno, da nekako povzamem številne teoretične pristope, res jih je mnogo, ki proučujejo narod, nacionalizem, demokracijo, demokratizacijo. Torej, to so obsežna poglavja, ki mislim, da jim zaenkrat ni para v slovenskem prostoru. Med drugim uporabljam razdelitev faz demokratizacije po Samuelu Huntingtonu, ki govori o liberalizaciji, tranziciji in konsolidirani demokraciji. Torej, za Demos lahko govorimo, da je deloval v prvih dveh. Analizo delovanja akterjev navezujem na to določanje načina slovenskega demokratičnega prehoda. In sicer Huntington in pa drugi znani družboslovec Linz definirata 3 glavne tipe prehoda, demokratičnega prehoda. Transformacijo, ta predpostavlja, da prehod vodi stara elita. Potem zamenjavo ali rupturo, ki predpostavlja, da prehod vodi nova elita. In tretji tip transformacije, to pa je v angleščini tako imenovani transplacement, ki predpostavlja sodelovanje obeh elit v demokratičnem prehodu, se pravi prehodu iz totalitarnega v demokratični sistem. No in moja trditev je, da pač na podlagi analize primarnih zgodovinskih virov o dejanskem dogajanju v obravnavanem obdobju, analize vsebine programskih dokumentov, analize usmerjenih intervjujev z anketo teze o čisti transformaciji, torej v slovenskem primeru ni mogoče potrditi. Se pravi, to, da bi spremembe vodila stara elita, to enostavno ne drži. Stara elita v obravnavanem obdobju ni bila enakovredna pobudnica, niti ni bila pobudnica najtemeljitejših reform, ki so bile in so pogoj za prelom. Po drugi strani tudi zmanjka argumentov za potrditev preloma.
Kot vemo, je stvarnost navadno precej bolj zapletena, kot pa so zgolj te teoretični koncepti. In to velja tudi za analizo delovanja političnih akterjev slovenskega demokratičnega prehoda. Na demokratizacijske procese so delovali različni akterji, mnogi subjekti, novi civilno-družbeni, katerih jedro je kasneje predstavljala demokratična opozicija Demos. Deloma pa tudi stari, zlasti njihov, bom rekla, bolj liberalnejši del znotraj tako imenovanih družbeno-političnih organizacij. Prve reformne procese je, ampak to moram poudariti, pod pritiskom nove politične javnosti izvajala še stara nomenklatura. Tukaj imamo v mislih tiste ustavne spremembe septembra 1989 in prvo spremenjeno volilno zakonodajo konec leta 1989. Po prevzemu oblasti na prvih demokratičnih volitvah pa je temeljite reforme, ki so spremenile značaj sistema, to se pravi iz nedemokratičnega v demokratičnega, vodila in izvajala Demosova oblast. Razen redkih izjem, izrazitega pakta, torej sodelovanja med obema elitama, ki bi označeval način prehoda v Sloveniji, ni bilo. Nasprotno, v mnogih primerih je stara elita delovala zaviralno. Tako recimo v primeru razoroževanja slovenskih oboroženih sil v okviru teritorialne obrambe, najnovejši dokumenti dokazujejo svojevrstno kolaboracijo z jugoslovansko, vojaško in politično oblastjo. Vsekakor stare komunistične nomenklature ni mogoče označiti za dejavnika demokratičnega prehoda. Tako z razvojnega vidika lahko ta slovenski prehod označimo s pojmom transplacement, ki predpostavlja, da so bile reforme sprejete pod staro in novo politično oblastjo. Ampak opozarjam, da je treba ta termin razumeti pogojno, ker je jasno, da je bil delež za modernizacijo družbenih in političnih struktur pri novih političnih silah bistveno večji. Celo več, stara nomenklatura je zavirala spremembe, saj so ogrožale njen položaj. Zato je sprejela predvsem tiste, ki so bile sicer nujne, ampak jih je morala dovoliti zaradi javnega pritiska. Zadostne reforme je sprejela in izvajala šele nova demokratična Demosova oblast. Ni pa mogoče trditi, da je nova opozicija za tako imenovano skupno mizo ali pa okroglo mizo, to je termin, ki se pač uveljavlja v literaturi, torej da je skupaj z vladajočo zvezo komunistov ta nova politična torej opozicija institucionalno sodelovala pri reformnih prizadevanjih. Tako imenovana Smoletova okrogla miza, ki naj bi pomenila nekakšen pakt med staro in novo elito, to se pojavljajo trditve v strokovni literaturi, torej to ni bil pakt, to ni bil tak gladek prehod v demokracijo, kot je bil recimo model, ki je uspel na Poljskem, Češkem, Češko-Slovaškem in Madžarskem. V Sloveniji ni uspela, trajala je samo nekaj tednov in se je zaključila, ko je Pučnik rekel dovolj je. Pravi prelom predstavljajo šele prve demokratične volitve leta 90. Stara elita je, kot že rečeno, do takrat sprejela nekatere reforme, ampak še enkrat poudarjam, te reforme so bile rezultat pritiska nastajajoče se slovenske demokratične javnosti. Ko pa je demokratična opozicija prišla na oblast in začela s temeljitimi reformami, stara politična elita, ki je bila potem v politični opoziciji, pri njih ni konstruktivno sodelovala. Se pravi, da res ne moramo govoriti o nekem paktu. Delni izjemi sta samo plebiscit in pa vojna za Slovenijo, ampak še tam je šlo bolj za tehnično sodelovanje v sklepnih fazah obeh dogodkov. Ob plebiscitu je prišlo do sodelovanja med Demosom in opozicijo v času izvedbe, medtem ko je na začetku, v prvem sprejemanju zakona, stara elita nasprotovala. Vse bolj se je namreč zastavljalo vprašanje, ali naj bo osamosvojitev dejanska, se pravi z vsemi lastnostmi države, vključno z lastnimi oboroženimi silami, ali pa le navidezna, tako imenovana, kot je že dr. Biserjeva dejala, operetna osamosvojitev. In ta nasprotja so se najbolj odrazila, kot že rečeno, ob sprejemanju potrebne zakonodaje v republiški skupščini. Ključne odločitve so bile takrat sprejete z odločilnimi glasovi Demosovih poslancev.
zakon o proračunu, obrambni del, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti. Vidni člani opozicije so takrat temu nasprotovali tudi v javnosti. In tukaj imamo takratnega obrambnega ministra Demosove vlade, ki je šel recimo ob obrambi zakona o vojaški dolžnosti, če se ne motim, 138krat za govornico, zato da je zakon obranil. Če tega ne bi bilo, pač ne bi imeli Slovenske vojske in kaj bi se potem dogajalo. Zgodovinarji nismo jasnovidci, tega se izogibamo, ampak vendarle, puščam odprto. Torej, čiste rupture, čistega preloma v Sloveniji pa ni bilo, ker je stara elita vendarle izvedla nekatere za nadaljnjo demokratizacijo nujne reforme. Pa tudi zaradi tega ne, ker se je v Sloveniji, če gledamo v celoti, v različnih družbenih podsistemih zamenjal premajhen del elit. Dr. Frane Adam v neki svoji raziskavi pravi, da se je zamenjalo komaj 20% elit, torej 80% elit je ostalo na svojih mestih. Za rupturo, torej za prelom, bi moral biti pa izpolnjen osnovni pogoj, to je ustrezna cirkulacija in rotacija elit, kar sicer ne pomeni, kot so se nekateri bali, radikalne zamenjave vseh vodilnik, ampak tolikšno zamenjavo, da demokratične spremembe ne bi bile ogrožene. Stari kadri seveda niso imeli interesa za spremembe. In nova elita je zasedla v glavnem le tiste najbolj izpostavljene politične funkcije v družbenih podsistemih, ki so odločilni, pa jih ni bilo. Torej, slovenska pomlad ni predstavljala samo gibanja za demokracijo, ampak tudi za nacionalno emancipacijo. Proti koncu 80-ih let so Slovenci vedno bolj verjeli v samostojnost, v oblikovanje lastne države in ta temeljni miselni in konceptualni prelom se ni kazal samo v javnem razpoloženju, ampak tudi na intelektualni sceni. Zaton do tedaj prevladujoče marksistične razlage naroda in nacionalnega je dokončno potrdil novi nacionalni program, ki je bil oblikovan, kot vemo, v 57. številki Nove revije. Postal je sestavni del političnega programa porajajoče se opozicije in kasneje ena od Demosovih ključnih prioritet. Poudarjam, da se je meni zdelo izredno pomembno, da za raziskavo vloge Demosa dobro proučim zgodovinske okoliščine. Dejstvo je, da pomembni procesi v 80. in 90. letih niso vzniknili sami od sebe, niso nastali iz nič, ampak imajo globoke družbene razloge. Kriza, ki jo je porajal neučinkovit jugoslovanski gospodarski sistem, se je takrat, kot vemo, raztezala na vsa področja. In poleg tega so v ospredje vedno bolj prihajale te nerazrešene težave v odnosih med jugoslovanskimi narodi in zelo jasne namere največjega naroda, da utrdi centralizem in unitarizem, sve na čelu z Slobodanom Miloševićem. In ljudje so kazali pripravljenost, da za spremembe tudi nekaj žrtvujejo, nekaj naredijo, čeprav so se s tem izpostavili tveganju. In vse to je vlivalo novo energijo novim političnim organizacijam, ki so prevzemale pobudo tako za demokratizacijo, kot za suverenost Slovenije. Kot je dejala dr. Grisarjeva, so bili pomemben dejavnik tudi širše mednarodne razmere in vsi mednarodni dogodki, ki so nekako napovedovali konec komunizma, takrat se je govorilo o koncu komunizma, o razpadu imperijev, ki so napovedovali zmago demokracije, so prav gotovo imeli določen vpliv na politično klimo tudi v Sloveniji. Ampak bi pa želela poudariti, da slovenski projekt demokratizacije, še manj pa osamosvojitve, ni bil uvožen. Ni bil načrtovan in izpeljan s pomočjo tujine. Nasprotno, ključni mednarodni dejavniki so bili sicer zadovoljni z demokratizacijskimi procesi, nikakor pa ne z osamosvojitvenimi težnjami. Torej, mi smo bili v mednarodnem prostoru zelo osamljeni
In na svojo stran smo zelo težko pridobivali pomembne mednarodne zaveznike. In zato je bila podpora Slovencev v tujini še toliko bolj pomembna. Jaz bi dejala, da je slovenski primer v mnogih pogledih sicer podoben nekaterim državam, ki so se takrat prav tako osvobajale iz spon komunizma. Ampak ima nekaj posebnosti. Jaz sem ugotovila, da je to recimo dejstvo, da so te novo nastajajoče politične elite, da je ta slovenska pomlad imela pri nas neprimerno večjo podporo nastajajoče demokratične javnosti, kot pa nove politične elite v večini drugih držav. Slovenska civilna družba je bila konec 80-ih let živa, pestra, razgibana, dejavna. Ni se na primer omejila samo na sindikalistično gibanje. Bila je kontinuirano dejavna, ne samo v nekaterih priložnostih. In poleg tega se je takrat zdelo, da je demokratična kultura v Sloveniji vendarle zelo visoka. Pomemben del nove politične javnosti je prišel iz kulturniških vrst, ki so tedaj uživale velik ugled. In ni čudno, da se je prav v tem krogu oblikoval osnutek ustave, ki je v javnosti veljal kot Demosova ustava. Takrat so nastajala nova omrežja, nova družbena gibanja, nevladne organizacije, neodvisni mediji. In konec koncev potem iz teh izšla tudi nova politična gibanja, ki so zahtevala spremembe. Ko je stara oblast uporabila represijo, kot je bilo to v primeru tako imenovane četverice, se je hitro oblikoval odbor za varstvo četverice, kasneje odbor za varstvo človekovih pravic, ki je prerasel v množično gibanje za zaščito človekovih pravic in pa seveda slovenskega jezika. Dr. Gliserjeva je že omenila Majniško deklaracijo, temeljno listino, ki predstavljata dva različna pola takratnega slovenskega političnega prizorišča. Majniška deklaracija, ki je bila prebrana 8. maja tukajle na temle trgu, pod nami na Kongresnem trgu, zahteva suvereno, demokratično Slovenijo, samostojno državo, politični pluralizem. Na drugi strani nastane kot odmev takratne politične nomenklature temeljna listina, ki pa še vedno pristaja na samoupravni socializem in pa na jugoslovanski politični okvir. Jaz bi morda zaključila to svojo kratko predstavitev z ugotovitvijo, da je Demos v svojih glavnih namerah vendarle uspel. Torej imamo svojo državo, kljub temu, da ga niso ustrezno obravnavali mediji, da ni imel ustrezne zaslombe v gospodarstvu, pa tudi ne v državni upravi in tudi ne v represivnih organih oblasti, razen v slovenski vojski in do neke mere v policiji. Za uspešno izpeljano tranzicijo oziroma bolj utrjeno, bolj popolno demokratizacijo mu je zmanjkalo tako časa, kot tudi politične moči. Proces uvedbe demokracije kot drugi od Demosovih ciljev je bil uresničen sicer v institucionalnem smislu za vzpostavitvijo temeljnih demokratičnih struktur. Istočasno je bil Demos ključni dejavnik pri oblikovanju nekega temeljnega, splošnega soglasja naroda o nujnosti osamosvojitve. In to se je izrazilo v visokem rezultatu, v odličnem rezultatu plebiscita 23. decembra 1990. Obenem je bil Demos ključni akter pri obrambi slovenske samostojnosti v vojni za Slovenijo in pri iskanju pri pridobivanju mednarodnega priznanja samostojne Slovenije. Jaz pravim še enkrat, da so Demos sestavljali ljudje, ki so jih vendarle družili neki skupni cilji, interesi, vrednote in pričakovanja. V vodstvu te sicer precej raznolike, pluralne skupnosti z ohlapno organizacijo so bili nekateri pogumni posamezniki, ki so s svojim zgledom, držo, idejami držali to
Maurico skupaj in vlekli voz naprej. Med njimi so bili voditelji Demosovih strank, pa tudi drugi. Kot je že dr. Bisarjeva dejala, anketa, ki sem jo izvedla med nosilci Demosove politike, je vendarle pokazala, da je bil dr. Jože Pučnik tista osrednja figura v Demosu in da je s svojo karizmo močno vplival na življenje in delo Demosa in s tem tudi na rojevanje samostojne in demokratične Slovenije. Danes, četrt stoletja po nastanku slovenske politične opozicije, Demos je država v hudi krizi. Ugotavljamo, da demokratični prehod ni bil uspešno izpeljan in niti dejstvo, da je Slovenija medtem postala članica Evropske unije, da je postala članica NATO, da je postala članica evroskupine, da je morala sprejeti mnogo demokratičnih pravil, ki bi utrdili vladavino prava, stabilnost, demokratičnost političnega sistema, učinkovitost, pravičnost delovanja pravosodnega sistema, da bi uravnotežili medijski sistem, vzpostavili konkurenčnost slovenskega gospodarstva in bančništva. Torej, ni kaj dosti pomagalo k dejstvu, da pač nam še vedno na nek način vladajo stari monopoli in bom zaključila z mislijo, da je morda pa vendarle že čas za novo slovensko pomlad.